vrhu sem, tole zgleda noro dober. Silva, tole pa bo, a? Dobra strminca! Silvo, s teboj je super, je mi takole zjutraj kavico skuhaš. Primer, zdaj sem s kakšno žensko šel, pa mi jo ni skuhala, evo, lej. Ti si ta prav. Zapuščamo Kupres. Silvo, še zadnja dela na avtu, prav. Silvo, kako ti je bilo všeč v Kupresu? Lepo je, pridite, ne, stače se pogledati, kakšen nov kraj Kupres je pa sploh lep, ker je puno odprtem, pa zelo hladno je po zim, verjetno poleti je bolj toplo, ampak po zim je pa res minus 12, minus 13 danes, ne, tako da ja, ampak je pa res čudovito. Ampak fino pa je, ja. Evo, tukaj so bila še enkrat, drugače Kupres na višini 1200 metrov, tako da je tudi zato zanimiv. No, mi do zdaj pa naprej proti Bjelašnici, danes je še ful lep vreme napovedano, tako da bova probala ujeti popoldansko smučanje. Gremo na zajtrk in kosilo ob enem, restoran kot Fehre, zgleda lepo, tudi zgleda, da je to Orang firma, lejte, imajo tam še na oni strani, tako da tukaj mislim, da bova dobro jela. Lejte, kako lepo. Silva, tole pa bo, a? Zajtrk in kosilo, ne? Ja, lej. Ampak je ogromno, lejte, jaz imam pleskavico s prilogo, Silvo ima pola, pol so si neko, ti imaš kislo papriko, jaz imam turšijo, turšija je mešanca vsega kislega, tako da tole bo super, pa lejte, kakšen lep lokalček, kot Fehre je bilo, ne, Silva? To, kar vidite v zadju, je že smučišče Beljašnica. Napram Vlašiču in Kupresu res veliko smučišče. Evo, zdaj so prišla v Babin Do. To je v bistvu smučišče na Beljašnici. Cel kup hotelov, apartmajev. Ampak gledajte, mi je tukaj všeč to, da imajo zelo lepo urejeno. Se pravi, gledajte, vse je v podobnem stilu, ni kar nekaj nametano, tako da to imajo lepo narejeno. Tudi, gledajte, kar zidajo, gledajte, vse v podobnem stilu. No, gledajte, tukaj dol je pa smučišče, pa gor, tako da tole bova zdaj pa Silvo to imela. Evo, Silvo, dol je parkirplac, je še plac, tako da bo šlo. Evo, ena sedežnica vidim, da dela. Ja, in to je glih una, ki gre čist na vrh, tako da super. Lejte, tudi tle veliko gradijo. Jaz sem tukaj bil že večkrat, ampak vedno poleti, nikoli pa po zimi. Tako da se bom zdaj prvič smučil na Bjelašnici. Sem pa tam na vrhu že bil poleti, ampak sem z avtom gor prišel, tako da je bilo. Tako da midva nastanitev tukaj v Babinem Dolu nisva najdla. Je bilo vse zasedeno, tako da vam mečkan iz Babinega Dola. Silvo, tle greš v križišču, pa tamle naravnost. No, tako da tu so zdaj šli čez Babin Do, tle pa desno, Silva. Tako da zdaj tle naprej nekje 3 km še so pa midva nastanjena. Prispela sva na Bjelašnico. Tole je najna nova namestitev za 2 dni. Edino, kar so dubla po nekako normalni ceni, lejte, imajo pa tukaj lepo, je to okoli 6-7 km od samega smučišča. Cena je bila 87 evrov za 2 nočitve. Hvala. Tlele, lejte, je restauracija. 87 evrov je bilo za 2 nočitve, s tem, da je vklopljen zajtrk. Lejte, zelo lepo. Mogu malo da snimim. Se pravi, ta cena je za 2 osebe, 2 nočitve, se pravi, tako da
22-23 evrov na osebo na noč, ampak je zajtrk, kar je tudi nekaj vredno. No, ful toplo tukaj, no tole pa najna soba, sicer moderna, ampak mehna. Glede na to, da so bila zdaj navajena, da so imela vse zelo v komod, vsak svojo spalnico, je tole bistveno manjša zadeva, je pa moderno. Ima pa to 9,7 oceno na Bookingu, kar to pomeni nekaj. Tako da zdaj sem tole hitro razparkirava in greva smučati, da še ujemeva ta čudovit dan. Silvotom sva prispela na smučišče. Kaj pravi Silvo? Sonček, si zadovoljen? Sonček je, malo se sicer pozna, ampak... Ja, lej, bo pohitela. Evo, lejte, drugače pa takole je videti Bijelašnica. Tamle so smučišča, huda gužva, žal. Mislim huda, bova kaj prišla. Drugače pa lejte, to se ful gradi. Silvo je rekel, kad je bil v Franciji, ampak lejte, imajo pa, saj to je moje mnenje, nekako tako, vse v istem stilu, kar mi je všeč, da nima vsak čist drugač. Zdaj pa sem na hiter, Pancarje gor, karte kupiti pa gas. Karto smo kupili, po eni je cena 10,5 evrov, ampak gledajte, kar gužvica. Samo glede na to, da je tole po mojem 6-sedeženca, bo to kar hitro šlo. Gledajte, drugače pa tele strmine, komej čakam. Žal gre tole kar počas v teh vrstah. Glede na to, da je 6-sedeženca, sem mislil, da bo šlo hitrejš, pa ne gre. So pa tole, lejte, ful pametno naredili, da imajo 3 vrste, kjer je lahko sam človek po eden. In to ni zdaj unga gužvanja, pa se prerivaš pa to. Tako da to še nikjer v Sloveniji nisem vedel. Tako če to gleda kakšen žičničar v Sloveniji, ne razmislja v takih zadevah, ker tam je zmeraj pri nas neko prerivanje, jaz sem zato že milijonkrat skregal. To lepo, lepo, fino. Ne morem zdaj z tega pred menoj prehitati, tu ne more mene od zadaj. In lepo greš in to je to. Na vrhu sem, tole zgleda noro dober. Tudi proga je super, strma. Kaj bi Bog dal še jutr takle sonce. Gledajte, tlele skozi eni helikopteri krožijo in sem gotov, da tamle gor pristajajo. Gledajte, škoda pa, kad tale sedeženca ne dela, da bi šla gor čist tamle do vrha, ker tam je ena zapuščena stavba, do katere sem jaz 2 let pa pol nazaj z avtom gor prišel in je zanimivo za pogledati, pa bi jo posnel. Mogoče, ampak zelo mogoče bom šel jutr gor, ali pa raje bom šel enkrat polet. Tako da tole je to. Zdaj pa sam še zapnem Pancarje pa gas dol, se prav veselim. Wow, noro dober. Gremo. Kaj prav na to smučišče 3-kratni udeleženec svetovnega prvenstva? Ja, lej, zanimiv, se pa čudem, da ni več Slovencev tukaj. Kje ste Slovenci? Tlele ni nič korone majstrov, tle je vse prej. Evo. Je pa veliko smučarjev. Še malo, jaz pričakujem v naslednjih 5 letih, da bo Kec Bilo Bosan zmagal. Ker to, koliko tle Bosanci smučajo, sem zelo presenečen. In pa jaz so to sami Sarajevčani po pogovoru. Gremo, Silvo, ta zadnja vožnja je 15:40, tako da treba gas. Ja, izkoristiti karto. Wow, milina! Tole, da bi jaz ta zadnjo šel, da se smuk spustim. Ne, tle se ga ne bi upal, priznam. Je pa malo prehudo. Dobra strminca. Fenomenalno! Sicer čist ledeno, ampak glede, da imam nove smučke, to prime za grad.
Pazim na koga, opa! Sem koga podaril, to bom pa mu sranje. Je pa kar veliko ljudi, mislim, proga je odlična. Ampak zdaj je mu pa tudi kupre svoje prednosti, nobene gužve, nobenega čakanja. Wow. Tole se bom do konca spustil, da ste videli, kako je. Evo, tle me je malo zapel. Gremo poteli dol. Ko grem prvič, pa se še malo lovim. Pa je brez palc, ne? Je to kar težko. Odlično je, odlično! Malo skoka! Gužva je pa za snort, čisto moram gledati. Moram priznati, da mečkaj me pa pečejo nokce, se pravi mišice. Wow. Evo, Body Miller prihaja v cilj. Kaj je to? Poglejte, kakšna gužva tle, kaj je to? Poglejte, kakšna gužva za otroke. Jaz, hvala Bogu, sem tamle. Upam, da ne bo take. Wow. Super je. Samo ljudi pa čist preveč. Tlele, še večja gužva, ne glih tak. Tlele vam ne priporočam iti na smučanje v soboto ali pa nedeljo, ali pa med počitnicam, ker to je po mojem čist noro, noro. Ja, to vam zdaj čakal 15 minut. Spet se nahajam na vrhu. Zdaj vam bom nekaj pokazal zanimivega. Ta proga tle, ki je odprta, je čist nucana, kamni so, lejte, ta je pa zaprta. Gužva je na tej progi, tako da ni boh ve kaj. Vidite, tudi tle je zaprta, skus ograja, ograja, ograja. Tle je še ograja. Baterije mi je zmanjkalo, ne baterije, prekine, ker ne vem, je tu zaradi mraza ali kaj. Lejte, če grem pa tukaj, nikjer ne piše, da ne bi smel iti. Ne, greš lepo tukaj čez, lepo. In lejte, zdaj sem na tej progi, ki je čist prazna. Ni to kleda in se ful dobro smuča. In tle je pa res užitek, tako da lejte, človek se mora v življenju malo znajdeti, posod, tudi pri smučanju. 3 minute pred koncem sem še ujel zadnjo vožnjo, kar mi je super, ker zdaj bom gor malo počakal, da se proga čisto izprazne in pol bom večkrat smuk spustil dol, ker se veste, da to uživam. Smučanje je konc, zdaj čakam na parkirišču Silvota. So se zgubila, oziroma on je šel najbrž v kakšno kafano, jaz sem pa do konca smučal
Drugače pa vidite na parkirplacu kar veliko ljudi, avtobusi, vse živo prihaja. Tako da tukaj je res kar gužva, če to primerjaš iz Kupresom včeraj, je to res ka noč pa dan. Da mečken tale čas, ko čakam Silvota, izkoristim, da vam povem, kako je tle smučati na Beljašnici. Nikakor ni slabo. Minus je to, da je gužva. Minus je to, da so proge, bom rekel, pa tam gor na vrh so čist ledene, kamenje. Tako da to je minus. Sem, kakor ste videli, jaz sem se znajdel, jaz sem se pol vozil tam po eni progi, ki je bila zaprta in zame je bilo ful super. Če bi se pa skus mogel voziti po onih progah, ki so se ostali, pa ne bi bilo glih najboljše. Jaz sem sicer zjutraj pogledal, koliko je snega na Beljašnici in je pisalo 98 cm. So rekel ful snega. Samo drugače pa zdaj tle na progah pa ne kaže, da bi ga bilo ravno tok. Ko je GoPro mrzo, se kar sam izklop, tako da ste videli prekinitev. No, v glavnem, kje sem končal, no. Pisalo je, da je 98 cm snega, ampak ga ni glih. Jaz ga nisem videl 98, mogoče kje je, ampak na progi se to ne pozna, tako da tukaj, da je dober smučanje, mora biti res velik snega. Je pa zdaj, če to z Jahorino primerjamo, smučarska karta je bistveno cenejša. Kako je gužva na Jahorini, zdaj ne vem, jaz sem bil na otvoritvi, ni bila taka huda, je pa zdaj verjeten tudi zelo huda. Evo, naš Silvo je prišel. Silvo, si bil po kafanah ali kje? Ne, smučal sem. Smučal si do konca? Ja, veš kaj? A ni bilo mrzlo? Ti, ki si hitro zmrzen. Ne, ki se hotel videti. Ja, lejte, Slovenci, če pade meter pršiča oziroma snega tle, ki je toliko mrzlo, vsem kaj pade, je za freeride kar dost. Pa drugače se da na vrh tudi s kajtom, je ful lep teren, tak v bistvu planota, ki ful piha, res piha, in se da s kajtom smučati. S kajtom smučati. Ja, in so že probavili to. In je res, pa je vetrovno zelo, tudi zdaj je že začel pihati, tako da je res mejni kajti, pa je, da so že to eksperimentirali. Ti domačini so rekli, da furajo celeni, tako da naslednjič, ko pade sneg, pa turne smučke, ampak pa rabiš turne smučke, ker moraš peš gor na uneplonoto od zadaj, tam, kjer je bilo včasih en del ličence, za hotel in tam pa brez turne opreme pa ne gre. Ste slišali Silvota, kaj vam je povedal? Pol sem razumel, pol nisem. Jaz nisem takih teh ekstremnih zadevah, kajtanje, tret, ampak Silvo že ve, kaj govori. Bil je 3-krat na svetovnem prvenstvu v akrobatskem smučanju, tako da bolj te zadeve pozna. No, glede smučišča, kaj še dodati? Mislim, da je to. Zanimivo bo, koliko bo jutri ljudi, ki bo slabše vreme. Danes je bila gužva, pa je bila sreda, ne. Čez vikend je tole, če mene vprašaš, nobenega smisla, da gre smučati. Ser ne vem, zdaj, če so kakšne počitnice v Bosni, pa v Srbiji, pol je mogoče zato taka gužva. Ne vem, to moram preveriti. To je to smučišča Beljašnica. Zdaj pa v hotelček, malo se stuširati, kakšno baklavo pojesti, zmontirati tale video, jutri pa novim dogodivščinam naproti. Lep pozdrav v Slovenijo. Silvo, zakaj pa niš čevapo naročil? Ne, imaš zdaj po vraku z niso šalo. Nimo več tekstila, ta džavelska samo, tako da bomo zdaj kar lepo pri juhcah. No, lej, ono naslednja, pa ne bo snimal, ne samo juhco, ne. Ja, hujšamo. To je drugače teleča čorba, tako da paša tudi nekaj tekočega, da ne bojo samo čevapčiči. Zdaj sva si pa še prvoščila sladico, to je pa ružica, prvič to jem. To ne bi bilo podobno baklavi.
Kaj ti praviš, Silva? Boš malo probal? Ja, jaz bom malo probal. Že tako kot baklava je bolj to vidim, da je kar dosti cukra. No, sladko je to vse, ampak meni je dober. Vsaj baklava, to pa še nisem probal. Kaj boš rekel? Ja, zelo je podobno baklavi. Je, no, pol bo meni všeč. Kaj pa tebi, je? Ja, ne bo ostalo. Ne bo. Bom kar porabil. No, super. Dober tek. Enako. Ja.